Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast. Večer je zjutraj, veseli smo, da ste v naši družbi, upam, da ste uživali med prazniki. Danes je ponedeljek 4. maja 2026, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Začenjajo se kilometri za prihodnost, ekstremni tekaški podvig za športne upe, pomaga lahko vsak. Kakšna sta 50 let po rušilnem potresu v Furlaniji in Posočju potresna ogroženost in protipotresna zaščita. Nov poraz vijoličastih. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vcer.com. Mariborčan Vid Štuhec, rekreativni športnik in član športne agencije Proelium, se loteva 330 km tekaške preizkušnje, ki ga bo v 4 dneh od danes 4. do 7. maja vodila od Hodoša do Pirana. Projekt Kilometri za prihodnost ni le osebni ekstremni Štuhčev podvig, temveč ima predvsem dobrodelen namen zbrati denar za mlade športnike in jim olajšati tranzicijo iz mladinske v člansko konkurenco. Ob akciji se bodo zvrstili tudi aktivacijski dogodki. Vida smo kontaktirali nekaj ur pred njegovim štartom v Hodošu. Vid, ujeli smo te tik pred začetkom akcije, kakšni so bili zadnji dnevi, je bilo kaj nervoze? Ja, če bi rekel, da ni bilo nervoze, bi se verjetno zlagal. Bom pa rekel tako, da sem imel kar dobro pod kontrolo vse skupaj v svoji glavi, predvsem zato, ker smo super oddelali celotne priprave, tako da sem pomirjen s tem, da sem naredil, kar sem moral narediti, mogoče še celo malo več, telo pa se je super odzvalo oziroma super sprejemalo vse obremenitve. Tudi mentalni trening je šel super skozi, tako da mislim, da sem kar dobro pohendlal vse skupaj. Bilo je kar nekaj zadev še organizacijsko za urediti, tako da v bistvu do zadnjega dneva se niti nisem toliko ukvarjal s tem, da bom začel jutri teči, no včeraj pa, ja, moram priznati, da se mi zjutraj malo roke tresle. Sem pa zdaj pomirjen in res vesel, da se končno vse skupaj začne. Danes se bo zgodila aktivacija v Mariboru. Kje in kdaj lahko Mariborčanke in Mariborčani podprejo akcijo? Ja, danes med 4. in 7. uro bo potekal tekaški dogodek Kilometri za prihodnost na atletskem stadionu Poljane v Mariboru. Vsem ste vabljeni prav vsi, ki bi želeli prispevati svoje kilometre in tako podpreti mlade športnike Slovenije. Imeli bomo zelo pester program, za glasbo bosta poskrbela Žan Videc in pa Runner Band. Imeli bomo super hrano in pa seveda druženje z našimi ambasadorji projekta, torej raznimi vrhunskimi športniki, pa drugimi vplivneži in prepoznavnimi obrazi. Potegovali se boste lahko med drugim tudi za podpisan dres kolesarske reprezentance Slovenije. Skratka, res pestro dogajanje in ja, vabljeni vsi, vsak kilometr šteje. Vid, prosim za kratek opis, kaj vse te tedni čaka, kaj vse se bo zgodilo v akciji Kilometri za prihodnost. Ja, torej lahko povem, kaj se bo dogajalo v teoriji, kako pa bo izgledalo v praksi, pa je v bistvu za mene še čista neznanka, ker take kilometrine še nikoli nisem pretekel. Torej, prvi dan začenjamo nekje med 5:30 in 6. uro zjutraj v Hodošu in zaključujemo v Mariboru pri najstarejši trti. Računam, da bom na cilju nekje okoli 4:00-5. ure. Takrat se bo tudi začel aktivacijski dogodek na Poljanah, ki bo trajal 4. do 7. Tukaj bo šlo za skupinsko zbiranje kilometrov, kot že veste. No, naslednjo jutro potem štartamo na glavnem trgu, spet med 5:30 in 6. uro, zaključujemo oziroma na Trojanah. Ta bo najdaljša etapa, v bistvu dolga 98 km po izračunu na GPX-u. Sočasno, torej drugi dan v torek, se bo odvijal aktivacijski dogodek v Celju na atletskem stadionu Kladivar Cinkarna Celje. Isti princip kot v Mariboru, torej med 4. in 7. uro zbiranje kilometrov in doniranje kilometrov za podporo mladim športnikom Slovenije. Naslednjo jutro, torej tretji dan, štartamo v Trojanah, gremo čez prestolnico in zaključujemo v Postojni. Ta etapa je dolga okoli 86 km in pa potem v bistvu zadnji dan spust do morja iz Postojne. Zaključujemo pri svetilniku v Piranu. Ta etapa je v bistvu najkrajša, 76 km, če se ne motim. Se tudi dejansko najbolj veselim, ker vem, da bo zaključek vsega skupaj. Teda ja, to je zaenkrat to, kaj je znano, kako bo pa potem izgledalo v praksi, pa bomo videli. In za konec še najbolj pomembno, kako lahko vsi sodelujemo. Ja, torej vabimo vas, da se nam pridružite na aktivacijskih dogodkih v Mariboru in Celju. Kot rečeno, v Mariboru v ponedeljek med 4. in 7. uro na stadionu Poljane in v torek v Celju na atletskem stadionu Kladivar Cinkarna Celje med 4. in 7. uro.
Vabimo vas tudi, da s ključno besedo kilometri 5 na 1919 donirate 5 evrov. Lahko tudi donirate z nakazilom. Vse informacije za sama nakazila so na spletni strani kilometri.si. Lahko me tudi spremljate na live tracku, ki bo prav tako aktiven na spletni strani kilometri.si in se mi pridružite kje na kakšnih odsekih, kjer so kolesarske poti ali pločniki, torej da ne bomo skupinskim tekom ovirali prometa. Drugače pa bom zelo vesel tudi kakšne pozitivne misli, ki jo pošljete meni ali na Instagramu ali Zavodu za šport Pro na Instagramu, tako da v bistvu vsaka podpora bo zelo dobrodošla. Najlepše hvala, Vid. No, o akciji ste lahko podrobneje poslušali v Večeru za vikend, tam sredi aprila, tako da vabljeni za več informacij, da prisluhnete pogovoru z Vidom Štuhcem in Ivanom Trajkovičem iz agencije Proelium. Ob 50-letnici najmočnejšega potresa v Zgornjem Posočju se odpira ključno vprašanje. Ali smo danes res pripravljeni na naslednji močan sunek? 6. maja 1976 je potres razgalil pomanjkljivosti sistema, predvsem, da lahko nepremišljena in hitra sanacija brez jasnih pravil, nadzora in stroke povzroči še večjo škodo. Posledice so bile očitne že nekaj mesecev kasneje, ko so novi sunki porušili tudi na hitro sanirane objekte. Izkušnjo pa so dodatno potrdili še potresi v letih 1998 in 2004. Danes gradimo kakovostneje in varneje, standardi so strožji, znanja je več. A velik del slovenskih stavb še vedno izvira iz časa pred sodobnimi potresnimi predpisi. Prav te stavbe predstavljajo ključno tveganje, ki pogosto ostaja v ozadju, zlasti ko se prenove izvajajo brez temeljite statične presoje. Kot opozarja gradbeni inženir dr. Rok Žarnič, s katerim se je pogovarjala Sanja Verovnik, potresna varnost ni zgolj tehnično vprašanje, temveč vprašanje odgovornosti, organizacije in financiranja. Ob scenariju, primerljivem s ljubljanskim potresom leta 1895, bi lahko govorili o več 10.000 poškodovanih stavbah in resnih posledicah za družbo. Vprašanje torej ni več, ali nas bo streslo, temveč, ali bomo takrat pripravljeni. Podrobnosti v današnjem večeru. Na koncu, kot vsak ponedeljek, vabljeni k branju športnih strani. Tam danes odmeva nov poraz Maribora. Nov teden, nov spodrsljaj. Ne le, da nogometaši Maribora niso našli poti iz krize, še boj za evropsko vozovnico so si dodatno zakomplicirali. Radomljaki so osnovni cilj sezone že izpolnile, si zagotovile obstanek med prvoligaši, so jih v 33. krogu prve lige po preobratu premagale z 2-1. Mariboru se uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo vse bolj izmika. 3 kroge pred koncem sezone je dokončno jasno, da drugega Kopra ne more več ujeti, tretji Bravo pa mu s tekmo več beži za 6 točk. Odzive je zbral Marko Kovačevič, najdete jih na vcer.com/sport. To je bil Večer zjutraj 4. maja 2026, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odkriti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.